Redni gledalci avtomobilnosti se boste spomnili, da smo že govorili o VIP prevozih, se pravi o tehnikah vožnje, ko v avtu prevažamo še posebej pomembne ljudi. No, takrat nismo natančno definirali, kdo to so. Tokrat pa bomo. In to zato, ker bomo v družbi resnično VIP. Very important psov. Danes smo torej v prav posebni družbi, v družbi enote reševalnih psov Slovenije in pred enim prav zanimivim testom. Pravzaprav bo hibrid med testom in treningom. Testirali bomo Jeepa Wranglerja, tokrat prvič v zgodovini tudi v priključno hibridni tehnologiji in pravzaprav bo to tudi preizkus in test vozniških tehnik, kako voziti tako, da prideš na cilj čim hitreje, predvsem pa varno in udobno, da bojo kužki na cilj prišli tako spočiti, da bodo takoj lahko začeli s svojim delom. Pri tem pa nas danes čakajo in tako kot tudi vas vselej nepredvidljive vremenske razmere. Mimogrede, dan ne bi mogel biti boljši. Tukaj v Ljubljani dežuje, tja, kamor gremo, nas čaka še sneg, plundra in na Valu 202 so prejle rekli verjetno tudi led. Predvsem pa je pomembno tudi to, da nas čakajo vzponi, spusti in na postaji, kjer se bomo zadržali najdalj časa, tudi težka terenska vožnja. In tukaj gre pravzaprav res v večjem delu za podobno tehniko vožnje. Zato, da bi kužki prišli varno in spočiti na cilj, upoštevamo pravzaprav to, da gledamo daleč naprej v ovinke, zato da znamo predvideti in pravočasno blago zavirati, zato da je čim manj sunkovita vožnja. In glede na to, da bomo danes imeli zelo različen teren, bomo lahko zelo trenirali to, kako to početi. Hkrati bomo pa na enega od Wranglerjev priklopili tudi vašo prikolico za prevoz kužkov. Tam pa bo tehnika vožnje še toliko bolj pomembna, ker postane naša kompozicija, ki jo vlečemo, daljša, ovinki bojo pogosto precej zaprti, tako da ves čas bomo opozarjali na to, na tehniko vožnje skozi ovinek, da je vožnja skozi ovinek čim bolj tekoča in čim bolj udobna za kužke. Tokratni test sva pripravila skupaj z našim hišnim specialistom za terensko vožnjo Janezom Maroltom. Pri tem pa sva šla takoj v bistvo varne vožnje in to je predvidevanje. Ter hkrati dodala, da je lahko zanašanje zgolj na predvidevanje odlična podlaga za napačne odločitve. V osebnih avtih je pa fajn, da imam še za eno pest placa do stropa. Mimogrede, Janez je tudi sam izjemen gorski reševalec. In ker smo tokrat v družbi samih reševalcev, poglejmo, kakšna je razlika med gorskimi reševalci in enoto reševalnih psov. Bistvena razlika je, da oni delajo na slabšem terenu, pa da večinoma gorski reševalci rešujejo življenja, kar pomeni, nekomu se nekaj zgodi, pokliče na pomoč, ga pridejo rešati, poiskati. Pri nas pa, ko nekoga pogrešajo, nas pokličajo in pa ne rabimo izhodišče, kje je bila oseba zadnjič videna, pa kakšno idejo, kam bi se ta oseba lahko premikala, ker drugače to za nas pomeni, če je nekdo pogrešan 3 ure, se ga išče lahko v območju 360 stopinj od tam, kjer je bil zadnjič viden, pa če 3 ure nazaj, pa hod 3 km na uro, je to radius 9 km, kar je pa praktično nemogoče pokriti, pa tudi s časom se radi samo veča. Tako da to je po moje bistvena razlika, da mi iščemo pogrešane osebe, GRS pa rešuje. Zato je še kako pomembno, da lahko s svojimi pasjimi pomočniki pridejo čim bližje idealni izhodiščni točki iskanja. Do tja je pogosto treba priti tudi po težje prevoznih kolovozih, kjer je oprijem pnevmatik povsem drugačen kot na asfaltu. Gume za blato MT oznaka pomeni, da so namenjene nekje 10% cestne vožnje, pa 90% terenske vožnje. Dočim te gume, ko imajo pa v HT oznako, so pa ravno obratno. Te so pa namenjene 10% terena, pa 90% asfalta. Tudi sam profil, vidimo, sta dokaj različna, ta je bolj grob, zato da se blato čisti ven, ta je pa malo bolj lamel, malo bolj odprt, bolj namenjen res cesti. Čim ta tretja guma all terrain, ona je pa nekje kompromis med to in to gumo, je dobra tudi na blatu, sicer ne to kot ta, je pa precej boljša v tej na cesti.
No, kadar je govora o tlaku, gumah, zakaj so zdaj ti avti v 2016 naprej, bolj kot ne, je obvezno tudi pri tovornih, a ne? Se pravi, da morajo imeti ta TPMS sistem za nadzor tlaka v gumah. In predvsem zato, ker vsaka guma počasi spušča. A ne? Se pravi, približno 0,1 bar na mesec pade tlak v gumah, ker je guma pač porozen material. Kot že večkrat na naših testih, še posebej, ko smo skupaj z vami preizkušali kakšen nov športni terenec, je tudi tokrat stekla debata o tem, ali so športni terenci bolj ali manj varni od klasičnih osebnih avtomobilov z nižje postavljenim težiščem. Jaz sem delal eno seminarsko nalogo za podaljševanje licence za inštruktorje varne vožnje, glih na temo varnost terencev, koliko so terenci bolj varni ali manj varni od osebnih avtomobilov. A ne? In ker pri nas teh podatkov ni bilo, niti policija ne loči, ali se je zaletel športni terenc, ali se je zaletel osebni avto, njih zanima samo, da je bila kategorija B. A ne? Se pravi, vse to dajo bolj kot ne v en koš. Našel sem pa eno raziskavo, ki jo je pa naredila ameriška zavarovalnica. Oni so pa prav delali po posameznih sklopih, oni tudi beležijo vsak tip vozila, jih dajo po svojih kategorijah in so nekje ugotovili, da v prometnih nesrečah, da imajo te športni terenci, ker pač imajo višje težišče, a ne, nam dajo sicer malo lažen občutek varnosti, ker dejansko so pa bolj nevarni. A ne. In je bilo takrat v tistih rezultatih predstavljeno, da je približno 20% večja možnost, da se bo terenc obrnil na bok v primerjavi z osebnimi avtomobili. Spravi, v nekem trku, v nekem karambolu se bolj pogosto prevrnejo zaradi višjega težišča. In tudi, kot že Andrej omenil, teža je večja, gume so ponavadi širše. A ne? Širša guma pomeni, da se bo na kakšnem snegu, na kakšnem slabi cesti, ker ima slabo prijem, bo še daljša zavorna pot. A ne? In pa to, a ne? Ogromno ljudi je prepričanih, ja, 4x4 se pa narabi imeti tako dobrih zimskih gum, vse to gre, problem se je pa ustaviti. Vedno je problem te zadeve ustavljati. Nikoli ni tak problem speljati. Spelješ kar nekako, že tudi, če imaš malo slabše gume, ampak ustaviš se pa ne. Spoznajmo naše tokratne voznike, njihovo delo, njihove pomočnike in seveda, kako so se obnesli na tokratnem testu, ko je bilo treba v družbi Wranglerja najti idealno pot skozi zahteven gozdni teren. Pri vožnji do sem smo dejansko lahko spoznavali različne gume, kako delujejo, tudi vožnjo v sam ovinek, kjer smo predvsem gledali na to, da bo psom udobno in kot smo že omenili, se pravi vožnjo na tak način, da z samo vožnjo ne spravljamo psov v dodaten stres, ampak da dejansko pridejo na cilj, kar se da spočiti in da lahko čim prej oziroma takoj začnejo z iskanjem. No, ti naši psi delajo tako, da zaznajo katerikoli vonj človeka, tako da dejansko tečejo po gozdu, po naravi in v bistvu čim zaznajo vonj človeka, ki ni eden od skupine, ki išče, se pravi nek dodaten vonj, gredo za tem vonjem, se ustavijo pred to pogrešano osebo, sploh se pravi učimo jih, da če je oseba negibna, če je taka, ki je pomoči potrebna, se tam ustavi pes in pes z lajanjem nakaže to osebo, tako da vodnik ve, da je to osebo našel in lahko seveda to osebo gremo do nje in ji pomagamo. Ker je bil bistven del našega testa in treninga posvečen tehnikam vožnje, ki psa med vožnjo najmanj utrujajo, je bilo jasno, da smo se večkrat dotaknili tudi tega, kako se psa sicer prevaža v avtu. V avtomobilnosti smo o varnem prevozu psov že govorili, prav tako tudi o tem, kako za različno velike pse izbrati pravo velikost kletke. Opozorilo strokovnjaka pa velja vseeno ponoviti. Na splošno za prevoz psa je najprimernejši prevoz psa je v prtljažniku, v kletki za prevoz psa, ki je primerno pritrjena in primerno velika za psa. Nismo v prekršku, če psa tudi z oprsnico pripnemo na varnostni pas in ga vozimo na zadnjih sedežih, kar je morda po našem občutku bolj humano, ampak dejansko pes je pri tem veliko manj varen v primeru trka.
kakršen koli drug prevoz psa, naprimer pod sedežem, med sedeži in pa, kot lahko celo vidimo, na sedežih, celo v naročju voznika prevažajo manjše pse, tega se moramo zavedati, da dejansko je to izjemno nevarno. Tudi v primeru ne samo trka, celo v primeru nenadnega zaviranja lahko pes postane izjemno težak oziroma predmet, ki lahko poškoduje tako vozilo kot samega nas, predvsem pa v tem primeru poškodujemo psa, kar si pa seveda najmanj želimo. Slog vožnje pa način vožnje je zelo pomemben, da je psu udoben. Se pravi, če sunkovito vozimo, to isto kot varna vožnja. Vse, kar je načela varne pa varčne vožnje, so dobre za prevoz psa. Je pa tudi zelo pomemben, da če psa veliko vozimo, oziroma tudi če ga malo vozimo, da ga nekam pripeljamo, da se mu tam nekaj dobrega zgodi. Se pravi, psa napeljamo samo k veterinarju, ampak ga vozimo na sprehode, ga vozimo nekaj delati, ker vsi psi radi nekaj delajo, pač samo treba najti, kaj jim paše. Ker s tem pride do tega, da jim je res luštno v avto, ker ko gremo v avto, bo nekaj se dogaja, nekaj, kar se doma ne more nikoli. Učenje psa, da postane pravi pasji Sherlock Holmes, je proces, ki se v resnici nikoli ne konča. Zato je pomembno, da se na varen prevoz navadi že takoj, ko shodi, ko je vse skupaj še igra. A pri teh psih igra ni samo učenje. Zanje je tudi delo igra. On takrat, ko gremo mi na iskalno akcijo, psi vejo, da se gre za res. Zato, ker se mi obnašamo drugače, zato, ker se mi počutimo drugače. In dejansko takrat še bolj zares delajo, iščejo. Ampak oni pričakujejo, ko bom našel tisto osebo, bom jaz ful nagrajen in to je to. Ja, moram priznati, s takim avtom, kot danes, jaz še nisem vozila. Imam pa zdaj že kar dobrih 10 let Caddyja 4x4 in odkar imam pogon na vse 4 kolesa, jaz praktično ne uporabljam več verig. Čeprav se je na tokratnem testu vse vrtelo okrog terenske vožnje in še posebej okrog psov, pa je bilo jasno, da se bomo v družbi teh izjemnih posameznikov, ki že dolgo ne štejejo več ur in dni prostovoljnega dela, vprašali najbolj očitno. Zakaj se človek odloči za tako delo? Sta dva aspekta, zakaj jaz to počnem. En je zato, da daš družbi nekaj dobrega nazaj, ker pač jaz imam malo izkušenj. In s tem, kako je, če nekdo izgubi pogrešano osebo, pa se jo ne najde, pa tudi malo izkušenj s tem, če živiš s tem, da lahko je eno tvojih svojcev ali pa prijateljev nekdo, ki je potencial za pogrešano osebo. Ta drugi aspekt, ki je pa meni malo bolj všeč, je pa tudi ta, da v bistvu lahko ful sodelujem s psom, pa še nekaj dobrega naredim pri tem. Ker se človek v življenju prej ali slej izgubi, tako ali drugače, pa je takrat pri sebi dobro imeti toplo osebo, psa in vselej dobro voljo. In te našim tokratnim sopotnikom nikoli ne zmanjka. Smo pa iskali enega tudi dementnega gospoda, ki ga nismo našli prvo noč. Naslednji dan ga je pa sosed našel, ki je prišel z gozda ven, pa je nekaj rogovilo. Pa ga še sosed vprašati, kam zdaj gre, pa je rekel, nisi videl, da celo noč že enega iščemo. Ha ha ha.